Your Excellency, thank you very much for possibility that I stand here today. Let me pass you greetings from the National Council of Republic of Slovenia and my personal as well. Ladies and gentlemen, it is very difficult for me to speak about the person who I respect so very much in foreign language, so please allow me to address the memory of Václav Havel in Slovenia. V tem mrzlem in zasneženem dopoldnevu smo se zbrali, da bi počastili spomin na človeka, velikana svobodne misli, neusmiljenega kritika totalitarizma in podžigalca strastnega hrepenenja po pravičnosti. Njegova življenjska pot je bila kot hoja po vrvi, razpeti čez globino brezna pekla, iz katerega so odmevali kriki milijonov duš, obsojenih na trpljenje, ker se niso sprijaznile z življenjem v raju na zemlji, zgrajenem na religije dialektičnega materializma in razrednega boja. Navkljub odličnemu ravnotežju, ki ga je lovil s pomočjo svojega izjemnega intelekta, so ga plameni pekla nekajkrat oplazili, vendar ga niso uspeli potegniti vase. Lomili so ga, vendar ga niso zlomili. Zapirali so ga, vendar niso zaprli poti njegovih misli, ki se je dvignila kot duh iz Aladinove svetilke in poletela čez meje njegove domovine in časa. Václav je postal sodobni Janez Krstnik, glas vpijočega v puščavi, ki je ljudstvo krščeval ne z vodo Jordana, temveč z duhom upora. Zravnal je vijugave poti za blod od dobrohotnosti renovinarnega zatiralskega režima, znižal vrhove gora dotlej nedotakljive oblasti. Pripravil nas je na spreobrnenje. Havel je dobro vedel, da živeti v času brez vojn ne pomeni živeti v svobodi. Spone duha so bile zanj hujše od železnih suženjskih verig. Okovani suženj namreč čuti omejitev pri vsakem gibu in koraku. Vsak trenutek svojega življenja ve, kako daleč seže v okovih. V duhu zasužnjene pa ne omejujejo železne verige, temveč verige strahu. Nikoli ne vedo zagotovo, dokot sme njihov korak, po čem se sme stegniti njihova roka, koliko iskrena in glasna sme biti njihova beseda. V svojih delih je budil moč nemočnih. Lahko bi rekli, da je spisal evangelij zatiranih in v njem nakazal pot do odrešenja, tlakovano s pogumom in vodeno z razumom namesto brutalne sile. Zanašal se je na pravico in resnico, ki preživita vsako obliko zatiranja, kar sta večni in neminljivi. Ni sprejel v obraz vržene rokavice oblasti, ki je vabila na krvavi dvoboj. Znal je oceniti zgodovinski trenutek, najti načine boja, ki so zelo spodkopali od znotraj in zunaj, da se je na koncu zrušilo samo vase. Ko smo narodi z napačne strani železne zavese s hrepenenjem ujetnikov obračali proseče poglede na ono stran, k tistim, ki so živeli v demokraciji, se je zavedal, da nam svobode ne bodo poslali s paketi humanitarne pomoči. Na Evropo je gledal s spoštovanjem, vendar kritično. Nikoli ji ni odpustil, da se je bila skozi zgodovino večkrat pripravljena ozreti stran od očitnega porajanja zla, da bi le ohranila udobje miru in lastnega blagostanja. Zanimivo bi bilo videti in slišati, kaj bi Václav Havel povedal o današnji Evropi, če bi lahko bil danes tukaj še med nami. Václava ni več. Ostaja pa njegova misel, dramilo uspavanim in obupanim. Demokracija je lepa, vendar krhka roža, ki raste med plevelom. Vsak posameznik, vsak narod mora poskrbeti, da plevel ne preraste rože, sicer je bilo trpljenje mnogih rodov zaman. Dolga pot je pred nami. In Václavova misel nam jo osvetljuje, da spotoma ne zaidemo in ne obstanemo ujeti, kot smo bili nekoč. Dovolite, da zaključim z njegovo mislijo. Upanje je stanje duha, ne sveta. Upanja v svojem globljem in mogočnem pomenu ne moremo enačiti z veseljem, ko nam gre dobro, niti s pripravljenostjo, da investiramo v podjetja, ki očitno vodijo v uspeh. Upanje je prej sposobnost delati za nekaj, kar je dobro. Delajmo torej tisto, kar je dobro za ljudi,
naše narode, Evropo in v svet. Hvala Václavu Havlu, da je bil, in hvala vam za pozornost. And I will at least try to light the second one. I am not a smoker, so Nie zurunu hamma pane. we succeeded. As Václav Havel said, the first flame is the most important. Yeah. So maybe ask you, we will just give you some. So and if yeah, to me. We will first do this. Yes, please.